Drage moje punce, dobrodošle na mojem kanalu. Kar nekaj vas je novih, tako da se bom še enkrat predstavila. Jaz sem Eva, lepotna in modna blogerka in danes nas čaka en make-up tutorial, ker imam jaz tule pred sabo kar nekaj novih make-up stvari in jih želim preizkusiti. Med drugim tale paletka od znamke Makeup Revolution, ki je ful lepa. Mene pa je danes zanimalo, a bo toliko lepa tudi v praksi. Pa potem še neki highlighteri, šminkice, pudrčki, tako da, če te zanima moja ocena izdelkov, moje mnenje in seveda, kako ustvariš tale make-up look, potem glej naprej. Evina lepotilnica. Pa začnimo. Evo, na svoje očke bom najprej nanesla korektor, ko bo v bistvu danes mi služila kot podlaga. Tale je od znamke Max Factor v številki 12 True Beige. In nanesem tale korektor v bistvu s pomočjo tazga ploščatega čopiča. Kakor sem v bistvu večkrat že rekla, zaradi tega je pol senčka bolj pigmentirana, vse barve pridejo bolj do izraza, tako da je tole v bistvu skoraj nujen korak, če želiš iz neke senčke izvleči najboljš, kar lahko. Evo, pa da niso potem preveč ostri robovi, jaz takole kar potem še utapkam vse skupaj s prstom. Danes bom uporabila senčke iz čisto nove paletke od znamke Makeup Revolution v taki bež barvi z rose gold napisom. In začele bomo, samo da tole odprem, pa zberem verjetno kar s tole oranžno barvo. Tale se imenuje Pumpkin in začnem tlele v kotičku veke. Ok, pigmentacija je top. Nadaljujem pa s tole zeleno šimrasto senčko, vzamem nov čopič, ga pomočam in nanesem tole senčilo v center veke. Wow, ful je lepa. Nanašam pa jo takole s takimi tapkajočimi gibi. Vedno, kadar imam šimrasto senčko oziroma tako bleščečo, je moja tehnika tapkanja. Vzela bom tole tretjo tako globoko temno-rjavo senčko in jo nanesem tukaj čisto v kotiček veke, da v bistvu povežem tole zeleno senčko in tole oranžno. Tako da spet tapkam, pa bomo potem še zabrisale. Malo potegnem tudi zgori proti sredini. Iz te iste paletke zdaj vzamem še tole črno senčko, ta zadnja je, imenuje pa se Nightmare in jo bomo v bistvu dodale spet tlele v kotiček veke, da v bistvu spet povežemo zeleno in tole oranžno in naredimo malo tak smoky efekt. Čisto v kotiček veke pa bom nanesla dve beli senčili in sicer tole, ki se imenuje Penguin in mešanico tele tretje, ki je v bistvu taka vaniljeva z rahlimi bleščicami, tako da evo jo zmešam in nanesem semle. Na začetek spodnje veke pa bom nanesla tole šimrasto oranžno senčilo, evo takole približno na 1/3. Zdaj pa razmišljam, katero bi dala še, da bi vse to skupaj povezala. Pa dajmo rjavo. Ponavadi bi zdaj nanesla še umetne trepalnice. Nisem zdaj čisto zihara, bi jih dala ali ne, ker je ful dramatično. Bom videla, kako bo, ko bom puder dala. Danes uporabljam tegale od znamke Vichy in sicer Dermablend 3D Correction, moj v odtenku 25 Nude. Testirali bomo še dva produkta, to sta highlighterja, oba v rose gold barvi. En od znamke Makeup Revolution, drug od znamke Trended Up, čisto nova, tako da bomo dali na eno stran enega in na drugo stran drugega. Tale v bistvu zelo lep, zelo intenziven, tak moker efekt da in vrhunski. In na drugo stran bom testirala od znamke Trended Up, tudi roza, v številki 0,30, pa da ti povem, kjer ga bi jaz rajš kupila. Tudi ta je zelo lep, zdi pa se mi v primerjavi s tem
malo bolj nežen, sicer je pigmentiran, ampak malo bolj nežen. Pa tudi vidim, da nima tega mokrega efekta, kar ga ima recimo tale. Tako da v bistvu, evo, če si ljubiteljica naravnih highlighterjev, tale od znamke Trended Up, če rada pri nanosu malo pretiravaš, pa tale od znamke Makeup Revolution. Gremo na ustnice. Danes testiram dva nova lip glossa od znamke Mark. Sicer sem si želela te dve novi šminkici od Trended Up, ampak sta v bistvu ful svetlo roza, kar pa k temu looku ne bo pasel, tako da se bom jaz odločila za bolj take rjavo-oranžne tone. Zdaj pa da vidim, kjer bi šel prvi. En je mat, ne, oba dva sta mat. Mogoče bom naredila en tak ombre ustnice, se pravi v kotičkih rjav, na centru oranžen. Pa da vidimo. Ni toliko močna rjava, toliko intenzivna, tako da pigmentiranost bi ocenila tam nekje na srednja. Sem mislila, da bo bolj, ampak takole pride. Zdaj pa gremo na center torej ustnice s tem oranžnim lip glossom. V bistvu imata oba dva vse take bleščičke. V bistvu bi lahko na tej točki že zaključila, ampak se me poznate, Iva ne more brez umetnih trepalnic. Tako da danes nanesem tele od znamke Red Cherry in sicer v številki USP. To je to. Evo, tale make-up look je dokončan. V bistvu je zelo tak močen, intenziven, tako da ga imaš čisto komod za kakšen, ne vem, ali maturanski ples ali kakšno drugo zelo tako posebno, slavnostno, bolj tako drzno priložnost. Tako da sporoči, kako se ti zdi. Glede na to, da je pa tole prvi video v novem mesecu, je danes prvič premierno čas za rubriko In bombonček. Če slučajno ne veš, kaj to je, bom vse informacije pustila spodaj v opisu, prav tako nagrajenko. Čisto na kratko pa, jaz ful cenam pozitivno energijo in jo želim širiti po svetu. Tako da sem rekla, da bom vsak mesec nagradila komentar, ki bo torej prinesel največ pozitivne energije, ali v obliki recimo make-up izdelka, ali pa se boš možnost imela predstaviti, recimo če si blogerka, lahko delim link do tvojega bloga, če si glasbenica, lahko delim recimo link do tvojega videospota ali posnetka ali kakorkoli, kar imaš. Tako da vabljena, da širiš to pozitivno energijo še naprej. Obljubim ti, da komentar oziroma tvoje besede ne bodo ostale neopažene. Tako da, evo, jaz se bom poslovila. Še eno vprašanje imam za vas, kaj bi želeli gledati v naslednjem videu, ali spet kakšen make-up tutorial, ali pač neki, dajte mi sporočiti. Vesela bom tudi, če se naročiš na moj kanal. In to je vse. Hvala ti za tvoj čas, tvojo pozornost. Gledamo se spet naslednjič. Do takrat uživajte. Čau!